Ok, te pa gremo kar prvemu receptu. Hot dog. Vsi ga poznamo, enega imamo radi, enega nimate, ampak verjemite mi, ko boste probali to, ga boste imeli vsi radi. Prva stvar, kruhek. Ta kruhek, verjamete, ne dobite ga čisto v vsaki trgovini, sam ponovadi je problem, ker se ne spomnimo na ta kruhek, pa res je redka stvar, ker kdaj kupiš. Zakaj je meni všeč? Zato, ker je maslin in ga lepo popečeš in v bistvu dajem tisti final kick na koncu. Ni pa mus. Lahko imate čisto eno obično francosko štručko, naredite luknjo ali prerežete na pol, tudi tisto bo čisto velja ena francoska iz prve pekarne. Druga stvar, kaj je v bistvu v mojem hot dogu najbolj pomembno, je pravi izbor klobase. Vsi poznamo običen hot dog, ne? Saj veš, luknja noter, ena čip hrenovka zraven, ki je kuhana, pa te popraša, ne vem, kaj boste kečap, boste zem, boste majonezo, ne? Pa tisto grizneš, pa imate gumijast feeling. Dobro, vse je recimo za pojesti, ampak za par minut več dela, pa kakšno sestavino dodatno lahko dobiš res top shit hot dog. No, in jaz izberem vedno eno obarjeno klobaso, ki jo v bistvu potem še popečem, da pa je on sam popeko in bom pa v bistvu še skuhal v temnem pivu. To bo verjetno še niste slišali, videli, probali, tako da boste pa zdaj. To je zdaj zaenkrat začetek to. Lahko še povem to, da bom v bistvu naredil dva različna hot doga. Enega pravega za meat loverja, pa enega tudi za vegane. Ja, tudi veganski hot dog je lahko presneto dober. No, pa gremo kar v prvem koraku, rezanje čebule. Pri čebuli se marsikdo rad zjoče. Zdaj pa zakaj pride do tega, je zato, ker čebula večino ljudi, pa dosti ljudi reže ful na hard, ne. In potem pridejo tisti dražji uč, ki pride po celem prostoru in pride tvoje oči in potem pač to draži sluznico in se jočeš. V bistvu čebulo lahko režeš zelo na preprost način. Prvo jo seveda olupiš in potem jaz tole muhico pustim celo. Ta muhica potem drži čebulo fiksno. Ste videli zakaj? Takle jo narežeš. In to dejansko minimalno pride potem do neke interakcije, da lahko se zjočeš. Evo. Narediš takle. V bistvu nobene galame ne delaš čebulo in zdaj tudi, ker sem jo zdaj že kar fajn razrezal, ta muhica lepo skupaj drži in potem jo samo lepo režeš. In to vam bo definitivno zmanjšalo jokanje in preprečilo solzenje oči. To je en tak trik, ki je zelo simpel, pa za katerega so lahko zelo hvaležni, če ga znate uporabljati. Zdaj pa glede na to, da sem rekel, da bomo pri tem receptu uporabljali res eno tako dobro temno pivo, moramo poskrbeti, da bo temno pivo sploh prišlo noter v klobaso. Zdaj pa klobasa se veš je zaprta okoli in moramo narediti na par takih čisto simpel zarezic. Jaz klobaso takole obrnem na 90 stopinj in naredim tak ene 3 zarezice, takle po 2-3 cm. Spet pa ne pretiravati s tem zarezam, zato ker klobasa pa zelo rada razpade. Evo, takle, čisto lepo na simpel. Ok, zdaj pa gledam to, da pripravljamo tudi veganski hot dog, je prav, da imam 2 ločeni ponvi in v eno ponvo bomo dali pač bio kokosovo maslo in bomo pražili pač veganske klobase na kokosu. Za klobase kot klobase bomo pražili pa maslo. Evo, ko daš malo soli gor, potem čebula prej spusti vodo in prej se spraži, pa prej postekleni. Tako, zdaj pa to počakamo, da se spraži, medtem pa lahko zviznem en šluk kombuče.
Ok, čebula je zdaj spražena, pa gremo prvo z veganskimi. Pa jih pa pač malo vračaš vsake toliko, ne. Ješ not, pa je malo brneš, da res prije okolj na okolj. Pa še to recimo zdaj pustimo tako enih dobrih 5 minut. Pol pa prije on the magic touch, ali pa master move. Evo, zdaj še pa zadnji korak. Klobasice so glih lepo pečene, čebula je pražena, zdaj pa, kot sem rekel, eno dobro, gosto, temno pivo. Tako za usedlino. In zdaj v bistvu vse to lepo zalijemo. Klobasice plavajo noter v tem temnem pivu, zato sem prej tudi delal one zareze. Čebula je super prepražena, klobasice so se že malo razprle. Evo, glih tudi dosti, da klobase malo noter v tem plavajo, neparkrat jih bom še vmes obrnil. Zdaj pa v tem pustim tako enih 10 minut. Ampak čist na rahlem ognju, ker ne rabimo zdaj več. Klobase so itak kuhane, mi smo jih še popekli. Zdaj je point sam, da se pivo lepo absorbira noter. Tako da, evo, to je to. Pokrijemo nazaj, damo na neko minimalno temperaturo. Na neko minimalno temperaturo, tako da glih tekočina malčkam, da brbota, pustimo 10 minut. Pa smo pa počas ready to go. Ok, klobasice so bile zdaj noter recimo enih slabih 10 minut. Zarezice se vidi, so se lepo odprle, tako da klobase so se lepo napojile tega piva in vseh arom čebule. Zdaj bomo pa dali za par minut še odsejati. Evo ga, tako. Zdaj pa gremo še v zadnji fazi. Tako. Pa gremo mi gret bombetke. Evo ga. Zdaj bomo pa čist na hiter. Dal še tule sem popet, zato sem jih dal tudi odsejati. To veš, klobasa mora biti suha, ker če bo mokra, bo vse špricalo na okolj. Ker olje oziroma maščoba pa voda ne gre skupaj, tako da tole na hiter namažemo. In jih res čist na hiter popečem. In potem v tej ponvi isti bom popekal še bombetke. Zato, da bo imela bombetka lepo malo aromo po klobasi. Evo, zdaj imamo še pa 3 minutke, da se klobasice malo popečejo, čisto na brzino. Evo ga. Medtem na hiter narežem bombetke. In te bombetke, evo, bom zdaj pekel na tem. Evo, nič ne brišem, nič ne čistim, kar pustim ta flavor od klobas in od masla in tle gor lepo še bombetke popečem. Evo. Tako, evo, medtem pa, ko čakam, da se bombetke popečejo, se pa zdaj v bistvu še eno foro spomnim, ne. Dostikrat vprašaš hot dog, ne.
v bistvu pomeni vroči pes. Hot dog, vroči pes, ki je tu poanta skrita. V bistvu ena anekdota pravi, ne, da, tako sem že prej povedal, ne bi ga prvo naredili v 17. stoletju Nemci. Ne. In Nemci, ko so, so selili, ko so migrirali v Ameriko, ja, imajo Nemci, nimajo samo komisarja Rexa, imajo tudi one podolgovate, male pese, lovske doge, lovske pse, kako se jim že reče, se ne vem, no, ampak če tako poštudirajo, so res podobni, kot je hot dogu, ne. Oni mali lovski pes, ki imajo tiste kratke noge, pa dolg trup. No, anekdota pravi, da so hot dog dejansko dobil po teh nemških pesih, ki so migrirali v Ameriko. Evo. En je ready. Drug. Evo, zdaj pa še zadnja faza, zdaj pa lahko začnemo zlagati skupaj. Pa gremo lepo po vrsti. Peanut dip, to je spet ena nova Bamova zadeva, zelo tak kremast peanut dip. To je v bistvu peanut butter, ampak je malo bolj redek, malo bolj mazljiv in da res noro dobro aromo tem hot dogom. Lepo jih namažem, nič takega. Evo, na podlagi imamo zdaj to peanut dip. Naslednja stvar, kaj je, Bam ima, v bistvu danes boste spoznali 3 različne barbecue omake. Jaz sem za ta hot dog izbral pač klasik varianto. Kaj je pa zdaj v bistvu tak različnega pri teh barbecue omakah in ostalih, ne? V bistvu večina barbecue omak, ne bom rekel za vse, je pač so nekako narejene bolj ali manj iz vode, zgoščevalcev in aromatov. No to je pa premium, to so pa premium barbecue omake, ko imaš pa res en kup lepih domačih sestavin, domači flavori, aroma je pa res nora. In to je tisto, kar sem na začetku rekel, da mi je ful pomembno pri hot dogu, da ima on barbecue flavor, da ima tisto aromo dima, ampak da ni preveč umetno vse skupaj. Evo. Zdaj, če ste tisti, ki ste pa ful fani, ne vem, kečapa, lahko pa mogoče namesto barbecue omake, ali pa poleg te barbecue omake uporabite pa še paradajzovec. Tako, to je to. Vzamemo še klobaso. Zdaj smo skoraj že pri koncu. Zdaj pa še čisto zadnja stvar, spet ena noviteta, barbecue fried onions. To je en odličen dodatek, ki ga v bistvu mi zelo malo poznamo, pa tudi redko kdaj kupimo, še redkeje uporabljamo, ampak je pa to pražena crispy čebula. Pražena crispy čebula z dodatkom grill začimb. To je pa tiska, pa res da temu hot dogu piko na i. Tako, zdaj imamo pa vse. Imamo barbecue omako, imamo peanut dip, imamo crispy flavor. To je pa zdaj, če mene vprašaš, en tak hot dog, ko verjamete, bo vsak prstalic, ko ga bo jedel.